Predvsem me zelo veseli, da se je upravni odbor srečal z predstavniki tudi slovenske energetike in pa še posebej seveda tako z ministrom za infrastrukturo in pa državnim sekretarjem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najprej bi rekel, da je bilo zelo pomembno, da se je upravni odbor seznanil tudi, kako deluje enotni evropski električni trg, ker je tukaj kar nekaj nejasnosti, še posebej, ko govorimo o samozadostnosti slovenske proizvodnje z električno energijo. Ni tako preprosto in Slovenija je obsojena na to, da je del evropskega tudi električnega trga. In seveda to pomeni tudi evropske cene. To je eno. Drugo, seznanjeni smo bili tudi z informacijo, da se glede dobave plina ne gre bati, da je zemeljski plin zanesljiv oziroma da so dobave zanesljive in da naj gospodarstva ne skrbi tudi v prihodnje. To je seveda dobra informacija in deluje seveda še kako pomirjujoče za slovensko industrijo. Mi smo kot upravni odbor sklenili tudi nekaj sklepov, da tako rečem, ali pa oblikovali nekaj sklepov, naj jih samo nekaj ključnih povzamem. Eden izmed pomembnih sklepov današnjega upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije je seveda, da pozdravljamo ukrepe vlade, ki jih pripravlja in uveljavlja za blažitev rasti cen energentov, da pa zdaj v naslednjih korakih pričakujemo še večji angažma tudi na področju gospodarstva, da pričakujemo, da bo tudi gospodarstvo vključeno v oblikovanje določenih ukrepov in da si želimo zelo jasnega stališča tudi vlade, da je tudi energetsko intenzivna industrija, ki proizvede 24% približno družbenega proizvoda, pomembna industrija za Slovenijo. Drugo, kar smo sklenili je, da in tudi predlagamo vladi, da sprejme shemo, ki jo ponuja tudi Evropska unija, shemo za enkratno pomoč, še posebej tistim podjetjem, ki bodo po določenih branžah čutila res največje, bom rekel, učinke povišanja cen energentov. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo to shemo pripravili tudi merila in jo posredovali vlade, tako da pričakujemo, da bo vlada ta predlog, to možnost pomoči tudi obravnavala. Še, kar je upravni odbor danes sklenil, je, da grem čez te vse sklepe, da pričakujemo od predstavnikov vlade in posameznih ministrstev aktivno vlogo tudi pri oblikovanju evropskih ukrepov na področju blaženja cene električne energije in zemeljskega plina. Torej pričakujemo, da bo Slovenija aktivno sodelovala tudi pri oblikovanju ukrepov za gospodarstvo, s katerimi bi premostili težavo rasti energentov. Moram reči, da je bila razprava zelo tvorna, da sem vesel tudi odziva ministra Kumra, ki je dal nekaj dodatnih pojasnil tudi glede kapice za gospodinjstva in pa malo podjetništvo. No in to je pa naslednji sklep, ki bi ga omenil, namreč upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije vladi predlaga, da resno razmisli tudi o oblikovanju recimo temu kapice za industrijo oziroma za gospodarstvo in to predlagamo, da bi uveljavili s 1.1.2023. Namreč tudi po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije, opravili smo anketo med številnimi gospodarskimi družbami, ima v letošnjem letu okrog dobrih 60% podjetij zakupljenih bolj ali manj energijo po ugodnih ali pa recimo temu sprejemljivih cenah. Drugačna slika je za leto 2023. Le 17% industrije po naših informacijah ima zakupljeno električno energijo za prihodnje leto. Po cenah, ki bi bile seveda kolikor toliko še znosne. In zato naš predlog, da poskušamo skupnimi močmi oblikovati, ukolikor je to mogoče tudi glede na evropsko regulativo in predpise, vemo pa, da so določene države to sprejele, v mislih imam Portugalsko in Španijo, torej, da se tudi v Sloveniji resno razmisli o uvedbi kapice za električno energijo, tudi za industrijo oziroma za gospodarstvo. Še en sklep upravnega odbora, zelo pomemben, in sicer, da upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije podpira tudi aktivnosti pristojnih ministrstev za
ta prehod za industrijo, za gospodarstvo iz uporabe zemeljskega plina na ostale energente oziroma ostale vire energije. Pri tem imamo v mislih nekaj izzivov, in sicer dobili smo zagotovila, predvsem iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da je na razpolago kar nekaj virov financiranja za ta prehod, ki seveda ni čez noč, lahko pa v nekem doglednem času se vendarle zgodi. Drugo, kar je tudi pomembno, je, da vlada sprejme tudi neke zakonske ali pa poskrbi za regulativo, da bo ta prehod čim lažji, s čim manj birokratskimi ovirami, ob seveda upoštevanju vseh okoljskih zakonov in zavez, ki jih ta vlada tudi upošteva. In nenazadnje, da bo ta prehod torej učinkovit, je pomembno tudi zavezanost gospodarstva, podjetij, ki, kot rečeno, že zdaj počne številne ukrepe za to, da bi bila poraba predvsem zemeljskega plina čim nižja.